Tokrat v občinskem informatorju. Alma Mater Evropeja slavnostno obeležila 15 let delovanja. Na pravljičnem Ptuju prižgali lučke. Skupina Joker Out s stopnicami presenetila oboževalki. Sejem dobre volje na osnovni šoli Rada Robiča Limbuš. Pohorsko tržnico obiskal Miklavž. Adventni čas v pravljičnem gozdu Rdeče kapice. Na Muti prižgali prvo svečko na velikem adventnem vencu. Lepo pozdravljeni. Na slavnostni prireditvi Alma Mater Evropeja v SNG Maribor so obeležili 15 let delovanja, pri tem pa podelili več priznanj in nagrad uspešnim posameznikom. Prireditev so v gledališču zaključili z izjemno plesno produkcijo študentov in študentk Akademije za ples. Poglejmo. Slavnostna akademija Alma Mater Evropeja je privabila množico eminentnih gostov. Enkrat letno v decembru, tokrat pač en dan prej, se dobimo učitelji, študenti, prijatelji Alma Mater, pa tudi drugi pomembni gosti iz Evropske akademije znanosti in umetnosti in podobno, ki združimo luštno. Povemo si vse tisto, kar pravzaprav celo leto smo delali in kjer vidimo sinergije za sodelovanje za naprej. Tokrat je bila akademija še bolj izpostavljena, saj so jo pripravili ob 15-letnici delovanja. Alma Mater Evropeja se je medtem razvila. Kot vidite, tudi zelo pisana družba, rekli bi iz vse Evrope in iz drugih kontinentov. Na akademiji so podelili tudi priznanja. Na slavnostni akademiji podelimo nagrade najboljšim študentom, pa tudi najboljše ocenjenim učiteljem. Imamo tudi predavanje letos od predsednika Evropske akademije znanosti in umetnosti in pa tudi od predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Gre za enkratno priložnost za naše študente in učitelje, da pravzaprav slišimo, kaj se dogaja novega v znanosti v svetu. Med dobitniki priznanja je bila tudi profesorica Mateja Berčan, kar je bilo zanjo veliko presenečenje, saj tega ni vedela vnaprej. Po izboru študentov je postala najprofesorica. Popolnoma nepričakovano. In ne morem drugega reči kot dejansko iskrena hvala. Seveda pa tega naziva ne bi bilo, če ne bi vseh predavanj soustvarjali skupaj s študenti. Tako da velika zasluga za ta moj naziv gre tudi njim in seveda Alma Mater. Sama predava na več študijskih programih, prav tako na več stopnjah, tako na dodiplomskem študiju kot vse do doktorskega. Predavam pa v glavnem, ker izhajam iz zdravstvene nege, zdravstveno nego, etiko, prvo pomoč in vse v bistvu, kar se, predvsem pa, kar je tudi moj fokus, znanstveni paliativno oskrbo. Na sami slavnostni akademiji pa so pokazali tudi plesno produkcijo Alma Mater Evropeja, Akademije za ples pod mentorstvom Rosane Hribar in Lucije Velkavrh. Kar me veseli, Akademija za ples je edina slovenska visokošolska inštitucija z področja profesionalno z področja plesne umetnosti in moram reči, dosegli vrhunske rezultate doma v svetu, veselimo se z njimi. Plesna produkcija, ki je delo študentk in študenta, je zbrano občinstvo zapeljala v svet Pabla Picassa. Tudi Ptuj se je odel v praznično decembrsko podobo. Lučke so osvetlile staro mestno jedro in mesto je zasijalo v praznični podobi. Vabljeni torej na decembrski sprehod na Ptuj, kjer so v prazničnem mesecu poskrbeli tudi za gostinsko ponudbo, zanimiv spremljevalni program in praznični sejem. Županja mestne občine Ptuj je v spremstvu otrok na mestnem trgu prižgala luči. 4, 3, 2, 1. Končno lučke in končno december, verjamem, da mesec, ki ga že vsi smo nestrpno pričakovali, da končno pride tisto malo prazničnega vzdušja, malo sproščenosti, nekaj več zabave tudi ob zaključku leta. Mi imamo letos nekaj novih detajlov v mestu, še posebej se veselimo, ko bodo si naši občanke in občani pa tudi drugi obiskovalci pogledali pešmost. Zagotovo je ena največjih novosti prav osvetljen pešmost. Boste pa skozi ves december deležni praznične vsebine, ki jo pripravljajo vse generacije Ptujčanov.
Med drugim bodo tudi na Ptuju postavili tako imenovani Božičkov nabiralnik. Torej 8. decembra bo naslednji nekako vrhunec ptujske pravljice, ko se bo Božiček spustil tukaj z mestnega stolpa in tako zagnal svojo Božičkovo pisarno v prostorih Magic Augustina, kjer bo tudi sprejemal želje otrok in otroci bodo lahko oddajali svoje želje v Božičkov nabiralnik. Ob tem seveda bomo gradili naš program z otroškimi animatorji, z različnimi glasbeniki. Ob razsvetlitvi in postavitvi lučk pa vas v središču mesta čakajo nekatere spot točke za fotografiranje, pestra kulinarična ponudba, topli napitki in drsališče. Seveda pa so poskrbeli tudi za bogat glasbeni program, ki so ga letos prepustili domačim izvajalcem. Ko smo snovali program, smo nekako razmišljali, na kak način ga zapeljati in ko smo razmišljali o tem, kaj ponuditi ljudem, smo ugotovili, da Ptuj premore neverjetno veliko število ustvarjalcev, glasbenikov, drugih umetnikov in tako smo letošnjo ptujsko pravljico otvorili pod sloganom Ptujčani za Ptuj in tako se bodo ves mesec z izjemo silvestrovanja na Ptuju predstavljali izključno ptujski izvajalci in ustvarjalci, ki bodo popestrili program in seveda tako našemu lokalnemu prebivalstvu pokazali, kaj vse premorejo in tudi druge navdušili in tako seveda ponesli naše ime kot ustvarjalno mesto daleč v svet in po celotni Sloveniji. Zaključek pravljice na Ptuju pa bo z silvestrovanjem 31. decembra od 22. naprej na pravljičnem mestnem trgu. Do takrat pa imate še čas, da doživite Ptuj kot pravljično mesto. Člani skupine Joker Out so minuli konec tedna za akcijo razveselili Fenici, in sicer dijakinje Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor, ter jima podarili vstopnice za božični koncert, ki bo v dvorani Tabor 27. decembra. No, naša ekipa je bila tam in preverila dogajanje. Poglejmo. Mi bomo celo noč plesali, ljubili se in se igrali. Dober dan! A sta tukaj slučajno kakšna Teja in Sanja? Tako so stopili priljubljeni Joker Outi in nagovorili oboževalki, ki sta bili ob njihovem vstopu presenečeni in ostali skorajda brez besed. Malo presenetljivo je bilo. Smo mislili, da smo v kakih težavah, ne? Pa... Šokantno. Ja, šokantno. Ne pa pričakovano, zelo. Pričakujete? Veliko zabavo, pa dober koncert, pa veliko žuranja za njo. Kot so dejali Joker Outi, želijo narediti vedno nekaj posebnega za njihove oboževalce. Tokrat so želeli ustvariti nepozabno izkušnjo. In so jo. Kot pravijo, je bil trenutek poseben tudi zanje. Ne zgodi se verjetno vsakeč, da bi prav osebno prišli in izročili vstopnice vašim fanom. Ne, pravzaprav, sicer smo imeli ta sistem, da smo osebno nekaj prinesli. Leta 2020 smo šli svoj merchandise peljati po Sloveniji, ampak zdaj se pa že nekaj časa nismo take akcije udeležili, tako da smo veseli, da smo prišli v eno tako, tudi za nas zelo sveže okolje. Tako se še pošalijo, sicer pa je pred njimi velika evropska turneja 2024, še prej pa koncert ob koncu leta v mariborski dvorani Tabor. Kot pravijo, se nastopa pred štajersko publiko izjemno veselijo. Mi smo v resnici zelo veliki igrali v Mariboru in smo se vedno z največjim veseljem vračali, ker je publika izjemno topla pa izjemno sproščena. Zelo veliko radi dajo nazaj. In to bo naš največji solo koncert v Mariboru. Dvorana Tabor smo slišali, da je velik izziv in se ga seveda veselimo, ampak to bo ena fina pobožična zabavica. Tako da jaz sem res srečen, da bomo to letošnje leto, kljub vsemu, kar se nam je zgodilo, ogromno smo potovali, ogromno smo novega doživeli, ampak da bomo to leto zaključili pač na domačih tleh, z domačimi fani, tako da bo glasno in bo lepo, ne. Na vprašanje, kaj obljubljajo za koncert v dvorani Tabor, ali pripravljajo kaj posebnega, pa odgovorijo. Ne vem, menili smo se nekaj, da bi en božični komad odigrali. Vsaj enega. Če ne 10. Nismo se še mogli odločiti katerega, ampak po mojem bo kakšno presenečenje. A še vedno ostajajo skrivnostni. Druženje s fani in fenicami na Srednje šole za gostinstvo in turizem pa zaključijo v sproščenem vzdušju. Mi bomo celo noč plesali, ljubili se in se igrali, kot danes jutri več ne bo.
Pretekli petek se je na osnovni šoli Rada Robiča v Limbušu odvil sejem dobre volje. Ustvarili in sodelovali so vsi učenci in zaposleni z istim ciljem. Podrobnosti pa v prispevku. Polna dvorana staršev in otrok, ki so obiskali sejem dobre volje, v katerega so tako učenci kot učitelji vložili zares veliko truda. Pridno so ustvarjali, svoje izdelke pa ponudili na stojnicah v zameno za prostovoljne prispevke. Bazar se je začel z glasbo, nastopili so učenci, ki obiskujejo glasbeni krožek. Ne le stojnice, pripravili so tudi srečelov, čajnico, pekli palačinke in poskrbeli za vse lačne želočke. Dodatna popestritev pa so bile sobe doživeti, kjer so si lahko sprva ogledali film Kako nastane sneg, nato pa preizkusili na glasbenih inštrumentih v čutni sobi, zaključilo pa se je tako, kot se je začelo. V koncertni sobi je nastopil mešani pevski zbor Rosika iz Lovrenca na Pohorju. Bazar je več kot uspel. Vsa zbrana sredstva bodo namenili vsem otrokom za šolo v naravi, ki se je bodo udeležili v prihodnjih 2 letih. Prvi dobri mož je v nedeljo obiskal pohorsko tržnico v Pivoli. Hkrati so prižgali tudi praznične luči. No, zbrala se je množica ljudi. Poglejmo. Miklavž je s svojim pravljičnim spremstvom prišel na pohorsko tržnico, kjer so ga otroci že nestrpno pričakovali. Dragi otročički, dragi starši, dragi dedki in babice, dobrodošli, obiskal vas je dobri mož Miklavž z svojim prekrasnim spremstvom. Koga ste videli? Miklavž. In s kom je prišel, povej mi malo. S palčki, pa s parklom, pa z vilo. Je bilo kaj strah parkla ali je bil? Ne. Ja. Zaradi lučk in ko je prišel Miklavž, pa parkal, pa... Te je kaj strah parkla ali je bil prav tak smešen? Smešen, ker je imel jezik. Zelo lepo je, pa vsem je bilo všeč. Fajn je zato, ker imam prijateljice, pa da je prišel Miklavž. Meni pa je fajn zaradi tega, ker so vsa posod lučke, pa muziko. Danes jih je obdaril sladkarijami, ker so bili zelo pridni, pa so prepričani, da jih bo obiskal še doma. In s čim jih navadno obdari? Sladkarije pa sadje. Pač prišel sem, da se poslikam, da malo pogledam okrog po tržnici, pa da dobim kako sladkarijo še. Kaj torej najrajše decembra počneš? Kaj še zdaj nestrpno pričakuješ? Božička pa dedka Mraza. Mogoče si kakšno pismo napisala? Ja, samo imam eno težavo. Kakšno, povej mi. Nisem imena napisala. Samo Božiček vse ve, zagotovo bo vedel, komu pripada. In kaj je tisto, česar se decembra najbolj veselijo? Za Božička se veselim, pa da bom počel... Mogoče kako sankanje? Pa smučanje. Jaz rada se kepam, pa delam snežaka. Jaz isto. Dogodek so sicer sprva planirali dan prej, a jim je izvedbo onemogočilo vreme. Ja, glede na včerajšnjo vreme smo rajše prestavili, tako da vsi nastopajoči nismo mogli, našli smo zamenjave, ampak dogodek je uspel, otroci so nasmejani. Ob tem dogodku so prižgali tudi praznične lučke, ki so jih letos še nadgradili in pripravili so tudi prav poseben fotokotiček. Vabljeni vsako soboto ob 5. uri, med 5. pa 10. se bo tu dogajalo. Vsako soboto nekaj, program je objavljen. Na koncu pred zadnjo soboto, torej mislim, da 23. nas obišče Božiček. Teden kasneje pa verjetno še dedek Mraz. Tudi ponudniki se veselijo čarobnega decembra. Čeprav je precej hladno v tem času, pa je duh na tržnici popolnoma drugačen. Ponujajo izvrsten sadni kruh, potice in številne druge dobrote. Vabljeni torej, da se ustavite na pohorski tržnici. Le nekaj kilometrov iz Maribora pa je v decembru na ogled praznično okrašen pravljični gozd Rdeča kapica. Sprehodili se boste lahko po kar kilometer dolgi čarobni poti. Čarobno razstavljene potke, tisoče lučk in številne pravljične hiške.
Vse to najdete v pravljičnem gozdu Rdeče kapice v Vurberku. Ja, tukaj je ogromno lučk, nismo nikoli šteli, tako bom rekla. Pripravljamo pa delamo vse v družinskem krogu, torej v družinskem podjetju in pripravljamo mogoče mesec pa pol, preden se to odpre. Vse ostalo je že nared od prejšnjih let, tako da v bistvu, kilometer dolga pot je, hiške so razsvetljene, dekorativno je vse božično, torej tudi v hiškah. Tudi mi smo se odpravili po poti in z veseljem pogledali, kako izgledajo pravljični liki v tem decembrskem času. Pravljični gozd je sicer odprt že vso leto, zgodbo pišejo že več let. Imamo drugo leto 10. obletnico pravljičnega gozda. Tako da k temu smo potem logično, čez leto je odprto soboto, nedeljo in praznike, drugače pa smo takoj, ko smo začeli, smo rekli, nekaj še bomo dali v božičnem času in tako je potem se gradilo počasi vse, lučke, torej veselje, mi smo v bistvu otroci, ko delamo to, mislim v družinskem krogu. Nadgradili so ga tudi z božičkovanjem. 16. in 17. decembra imamo rezervirano torej za ta čas, za božičkovanje. To je vse po prednaročilu, drugače pa pride torej vsako leto k nam in se naseli v eno od hišk in potem ga otroci grejo iskat z lučkami, no, ko ga naposled le najdejo, jih povabi v hiško, seveda jim pove kakšno pravljico in jih obdari. Tako da starši so tudi zraven, lahko gledajo, kaj se dogaja in so prisotni pri celi obdaritvi, pri celi stvari in potem še imajo kakšen toplen napitek zraven, tako da, če je hladno, da jim ni prehudo. Največji dogodek, ki ga pripravljajo, pa so žive jaslice. Zgodba je igrana, vključene so tudi živali, ki naredijo piko na i. Jaz mislim, da v prvi vrsti je pri nas en veselje in srčnost in vse vlagamo v tole, da bi bilo obiskovalcem prijetno in zanimivo in vse, kot sem prej rekla, ko otroci pripravljamo vse to in jaz mislim, da se to tudi potem vidi. Gozd je odprt vsako adventno nedeljo za božičkovanje in jaslice. Otroci bodo za vstop odšteli 6, odrasli pa 9 evrov. Rezervacija ni potrebna. Na Muti je pred dvorcem Kinhofen postavljen velik adventni venec. Prav na njem so minulo nedeljo prižgali prvo adventno svečo. Poglejmo, kako je bilo. Pred adventnim venčkom na Muti so najprej prepevali in tako poskrbeli za prijetno praznično vzdušje. Mesija rešeni, Mesija pravi Bog, svit veličastva večnega. Županja pa je tudi nagovorila vse zbrane, napovedala pa je tudi več decembrskih dogodkov, hkrati pa povzela, kaj se je v minulih dneh že zgodilo. Prižig lučk in pa seveda postavitev oziroma prižig lučk v Božični vasi 9. decembra. Je pa tudi danes že odvil se en čudovit koncert Kmečke godbe Prnice, Miklavžev koncert, že 19. po vrsti. Na Spodnji Muti smo imeli otvoritev igral, Miklavž po celotni občini hodi od vasi do vasi, tako da december se je v bistvu z tem današnjim dnem že praznični december seveda začel. Kar veliko vlogo pri prazničnih dogodkih bo zagotovo imelo turistično društvo Muta, ki sicer vse leto skrbi za organiziranje dogodkov. Vsako leto začnemo tako, da začnemo z adventnim venčkom, prižig prve lučke. Zadaj za nami pa vidite, da že postavljamo božično vas, ki bo v naslednjem tednu tudi postavljena, tako da tam se bo pa vsak vikend tudi nekaj dogajalo, predvsem pa 16. decembra, ko je prihod božička. Letošnji adventni venček pa je drugačen od prejšnjih. Treba najti vedno nekaj novega, da je zanimivo in smo se letos odločili, da naredimo malo drugačen adventni venček. Običajno je bil okrogle oblike z vejami obdelan, letos pa, ko smo iskali material za novo božično vas, smo našli to drevo in je nam nekako padlo, da bi to bila ena taka lepa sprememba božičnega venčka in smo naredili letos takšnega. Da pa občane, ki so prišli na prireditev, ne bi zeblo, so jim pripravili že kar tradicionalno pijačo. Čaj pa za kuhano vino, da nas ne zazebe preveč. Članice pa smo pripravile tudi nekaj stvari, ki smo jih doma izdelovali, zato da nekaj ponudimo.
Nekaj glasbenih točk smo tudi videli. Kdo so bili ti? Pevski zbor, naš lokalni, torej pevski zbor Zvon in pa Rudi Breznik, ki je tudi lokalni harmonikaš. Navzoči pa so bili zagotovo zadovoljni, da so lahko bili pri prižigu prve svečke na adventnem venčku zraven. Seveda, mi smo zadovoljni vsakega druženja, vsake prireditve, ki se dajo občini Muta. Ja, prav, čisto prav je to. Se boste udeležili še kakšne božične, posebne? Vsake prireditve, ki se organizira občini Muta, bomo se udeležili, pa tudi pomagali pri organizaciji, tako da podpiramo to zadevo. Ja. Ja, to nam občanom pomeni veliko, tudi meni osebno, zato da moramo priti, da se podružimo tukaj. Boste obiskali še kakšno druženje, ki bo sedaj v veselem decembru? Ja, seveda zdaj pa vsako soboto se organizira to druženje, pa bom še prišel. Pa ne samo on, ampak tudi drugi, tako posamezniki kot cele družine, saj vedo, da se na Muti ohranja tradicija tudi z decembrskimi prireditvami. To je za danes v oddaji Občinski informator vse, poglejmo pa še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Jutri, 5. decembra, bo otroke obiskal Miklavž v Majšperku ob 17. uri v kulturnej dvorani KPC Majšperk. Program pripravljajo člani KUD-a Majšperk z vzgojiteljicami iz vrtca in občino. Prav tako bo otroke ob 17. obiskal Miklavž v Lovrencu na Pohorju v tamkajšnjem kulturnem domu. S pričetkom ob 18. pa še v Selnici ob Dravi, kjer bodo otroke razveselili in jih bo obiska razveselil Miklavž v hramu Arnolda Tovornika. Sicer pa ostanite v naši družbi še naprej. Ob 20. sledi oddaja z županjem, tokrat občine Destrnik, Vlasto Tetičkovič Toplak. Z moje strani je to vse. Želim vam prijeten konec večera in nasvidenje.